Za boljšo vzpostavitev kolesarskih povezav v regiji so zaslužni predvsem na Ptuju, saj so imeli narejeno prometno strategijo, ki je bila pogoj za evropska sredstva. Mi v mestni občini peljemo več projektov, kar se tiče kolesark. Najbolj aktualni so te financirane iz dogovora za razvoj regij. Tukaj nas je v 3 krakih več občin. Ptuj kot edina mestna občina, ki ima tudi prometno strategijo, je v bistvu omogočila ostalim občinam, da so lahko sodelovali pri tem projektu, ker prometna strategija je bila pogoj. Tukaj imamo 3 krake. Eden krak gre od Ptuja preko Hajdine Kidričevega do Majšperka. Ta se dela, ampak se je začel v drugi občini in prihaja v mestno občino. Navezava Ptuj-Juršinci znaša 3,4 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,7 milijona evrov. Predvidena je izgradnja 11 km kolesarske povezave, od tega bo okoli 8 km vzpostavljene povsem na novo. Drugi krak gre proti Juršincem. Tukaj sta mestna občina Ptuj in Juršinci. Tukaj smo ravno v tem tednu začeli res konkretna dela, tako da prvih 600 metrov je se odprlo in se širimo. Gremo, v bistvu nadaljujemo v Podvincih, kjer smo končali pri prejšnjem projektu v sklopu enega drugega projekta in bomo zdaj nadaljevali in povezali to kolesarko do samega mesta. Projekt kolesarske povezave Ptuj-Markovci-Gorišnica znaša 3,5 milijona evrov. Od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,6 milijona evrov. Omenjene občine bodo v tem okviru zgradile 10,7 km regionalne kolesarske povezave. Tretji krak pa gre proti Markovcem in Gorišnici. Tam bomo začeli 24. januarja z konkretnimi deli ob Rogozniškem pokopališču, tako da roki so marec 2023. Verjamemo, upamo, da bomo to zaključili, kljub temu se moramo zavedati, da tu so evropska sredstva. Izvajalca sta cestno podjetje Ptuj na enem kraku in pa potem javne službe Ptuj na 2 krakih. Tako da mislimo, da imamo zelo zanesljive partnere, lokalne partnere, ki se zavedajo pomena tega, kar pomeni to za občine in pa seveda po drugi strani, kaj pomeni to za občane, sama izvedba te infrastrukture. Jaz verjamem, da bo dodala neko novo vrednost in kvaliteto bivanja v našem okolju in da bomo oče malo bolj zdravo živeli tudi v prihodnje, ker bomo se lahko veliko gibali. Ptujske ulice so že zdaj velikokrat polne kolesarjev, zdaj pa bo zanje varneje tudi potovanje na kolesu iz ene občine v drugo. Mi zaznavamo povečanje števila kolesarjev v cestnem prometu. Najbolj in najprej gre za varno vključevanje in udeležbo teh kolesarjev. Potem pa je tudi čisto rekreacijske narave, seveda tudi turistične, ko bomo znali naše občine med sabo povezati ponudbo. Verjamem, da bomo bolj privlačni za turiste, da bodo prišli, da se bodo rekreirali, da se bodo zmatrali, da bodo kaj pojedli, popili pri nas in s tem tudi potem prispevali v naše občinske blagajne. Pogodbeni rok za izvedbo del je tako marec prihodnje leto in županja računa, da bodo izvajalci do takrat tudi končali z deli.